Dobrodošli v oddaji Afričani v Sloveniji. Moje ime je Tina Vesna Novak in danes imam prav posebnega gosta. Z mano je Dalin Nzotam, ki je v bistvu predsednik Združenja Afričanov v Sloveniji oziroma Društva Afriška vas. Ne, sem pravilno rekla, dobrodošli z nami. Hvala za vabilo. Mogoče bi za začetek, Danijel, malce pogovorili o sami vaši začetni poti. Torej, kako se je pot začela, preden ste prišli v Slovenijo, mogoče lahko poveste točno iz kje ste in iz katerega plemena tudi prihajate, pa potem malček nadaljujeva. Ok, hvala. Moje ime je Danijel Nzotam, sem iz Kameruna. Živim v Sloveniji že še malo bo 14 let. Ja. In ko ste rekli prej, vodim skupino Afričani v Sloveniji in tako živim tukaj že 14 let in delam tukaj normalno. Tako, zdaj v bistvu, kakor ste rekli, prihajate iz Kameruna, a ne, to je v bistvu neko visokogorje, ampak ste rekli, da je nekje na enaki višini kakor Slovenija. Tako. Kakšne so pol, so temperature dosti drugačne od tukaj? Recimo ste se mogli res navaditi na temperaturo tukaj ali je v bistvu tam tudi podobna? Ni toliko visoka, kakor je v drugih delih Afrike, ne? V Kamerun, recimo, mi imamo ni tako toplo, ne, ko so govorili, ljudi, če se slišijo, da je Afrika, to pomeni, tam je ful toplo. V Kamerun ni tako, da od tukaj sneg je bil malo, recimo, malo šok v mene, ne, ampak ko je bil res mraz, je bil že čist v redu, ne. Ko mi imamo tak težek zrak, ne. Ja, bolj suh je. Bolj suh, ne, ja, bolj suhi in tako da sem že hitro navajen, ne. Ja, v bistvu Kamerun je dosti v sredini, ne? Mi smo na sredini, ja, sredini Afrike, ja. Ampak imate pa tudi zelo velike zelenja, zelo velike tudi enih... Seveda. Mi imamo tropik vreme in to pomeni pri nas je ful dež pada in okolje je ful zeleno, ne. Res ful zeleno. No in vi prihajate z enega plemena. Kako se mu reče? Bamileke. Bamileke. Ja, tako. Kako je recimo tam potekal, ne vem, kako je tam potekalo jutro ali pa vsakdanjik? Je verjetno drugačen, kakor tu v Sloveniji? Seveda je čisto drugačen. Prvo stvar tam je, ko moraš pozdraviti vsi, ki ti srečena sesta ali če si sosede. To je normalno, treba tega narediti, ker tukaj ni enaki. Lahko se sreče tukaj v Sloveniji v istim liftom in vsak za svoje prostore in že greš. Ne, pri nas je recimo, je že kulture, ne, da vsak osebe, vsak človek, ki se sreče, moraš pozdraviti. Dobro jutro ali dober dan in tako naprej. Ja, se mi zdi, da ste bolj topli ali pa mogoče bolj odprti, kar se tega tiče. Ja, mi smo bolj tako, ne. Mi smo bolj tako, da če enega ni se sreče, takoj vidiš, ne. In če je nekaj narobe, tako te poveda, pri mene ta ne gre. Saj tudi to sva se že prej malček pogovarjala še pred oddajo, da v bistvu recimo, kakšna je razlika, kako je, če je nekdo slabe volje ali pa če nekdo sam sedi v Sloveniji ali pa kako je dol pri vas, ne? Pri nas, ko sem rekel prej, težko, če imaš problem, moraš imeti ali enega ali dva ali tri osebe, da moraš povedati, ne. To, da pri nas ni šok, če pride pri mene, rekel, Danja, nisem nič še jedel, ne. Pri nas je navajen, lahko te pomagam, počaka ali pride k mene, te dajem hrano. Tukaj je malo kontra, ne. Vsak za sebi in takole, ne. To je druga kultura, ne. Moraš je navajen od tega tudi. Zanimivo. Kaj pa recimo jutra? Recimo, dam zdaj primer v Sloveniji, zjutraj vstanemo, si naredimo kavico, se uredimo za službo, se peljemo v službo. A je kaj drugače recimo v Afriki jutro? A so kakšni mogoče rituali posebni? Ne, mi imamo tako, kaj moram reči, mi imamo takle socialno prostore brez meja. To pomeni, pri nas lahko takoj stopi pri mene in rekel, dobro jutro, ne bom se, ni treba klic, da lahko pride, ne. To, da pri nas, ko se zbudi zjutraj, vsak ima svoj plan kot tukaj, ampak pri nas
preveč se družimo, to je naša kultura. Težko vidiš enega, ki misli sam. Vedno je, jaz imam plan, jaz pa Janja, ali jaz imam plan za drugimi, to da tako pri nas ne. Pri nas je bolj toplo, težko najde enega, ki sedi za svojim prostorom, misli sam. Ne, pri nas je malo težko. In mogoče tudi mi imamo tu velike družine, mogoče to tudi je veliko, to je problem. Ja, ker tu v Sloveniji recimo skoraj 2 otroka sta v povprečni družini. Mi smo 8 za moje mame. To da morate videti, da recimo je že tudi kar velika razlika. Kako pa je bilo, v bistvu, se pravi, skoraj 14 let ste že tukaj, kako pa je bilo, kakšna je v bistvu bila odločitev, da ste odšli iz svoje države in da ste šli v bistvu s trebuhom za kruhom? Po moje prvi sva, govoriš zdaj za hrano ali kako? Ne, to se tako reče, to je v bistvu, pač vi ste mogli eno zelo težko odločitev sprejeti, to je, da v bistvu greste iz svoje države. Verjetno zaradi boljše, svetlejše prihodnosti ste odšli. To da v prvi sva, kaj moram reči, to je bil tale, da vsak za svoje prostore, je bil malo težko za me, da tako jaz navajen, ker skozi, če imam nekaj, jaz hočem samo povedati, tega, to ne gre pri mene, ampak vidim tukaj, da ni tak. In druga stvar je bil, da tukaj ljudi, kaj moram reči, oni imajo radi, da pustijo umir, da imajo svoje prostore, da to je bil malo, ni šok, to je bil malo stvari, ki jaz moram učiti. Tu je bilo treba sprejeti drugo kulturo. Ja, tako. Ampak pri nas ni bil tako. To je bil edini stvar. Če greš za eno prostore, ne moreš govoriti, kot on hočeš, moraš še enkrat učiti, da lahko da lahko se druži za drugimi, je bil malo tako težko. Ampak drugače, ko sem razumel, da je čist druga kultura, je bil kako v redu. Ja, saj to. Kako je bilo pa v bistvu začetki slovenskega jezika? To je bil res težka stvari, ful težka stvari. To je bil res ful težka stvari. Tudi do zdaj je tudi še mešam. Še mešam. Ker pri nas tudi o moje dialekt, mi imamo samo množina pa dvojina. Brez moški spol ali ženski spol. Tudi jeziku je bil malo tak, tudi zdaj tudi me nagaja. In vse sem navajen. Sem rekel, da Daniel, a veš, kaj mora narediti? Proba samo, da lahko komunikaciraj. Tako, točno to. Vse to je v bistvu, že včasih je nam težek ta jezik. Že mi imamo, Slovenci, sem rojena v Sloveniji, pa imamo včasih težavo z govorjenjem pravilne slovenščine. Tako da v bistvu vi fantastično govorite za ta čas. Ker v bistvu tudi, kakor sva na začetku povedala, se pravi, vi govorite bolj francosko pa angleško, nekih 280 dialektov je različnih. Imamo, ampak imate pa tudi, verjetno, tudi vsako pleme ima mal svoj jezik, Tudi ste imeli vseeno, imate francoščino, angleščino, ampak imate pa tudi nek svoj plemenski jezik, če sem jaz prav povedala. Ko sem govoril v Kamerunu, imamo 280 dialektov in to ni enaki. To pomeni, zdaj, ko jaz govorim, sem rekel, da sem bamilikejo. Med bamilike mi imamo tudi dialekte, ki jaz ne razumem. A, res? Ja, ki ne razumem. Ampak jaz govorim 11 o tem 280 dialektov v Kamerunu. Jih je 11. Mislim, jih vi govorite 11. 11, ja. Wow, a to zdaj ne vem, a to je tak primer, kakor da je to čist drugačen jezik, eden od drugega, ali so podobni? Čist drugačen. Čist drugačen. To ni recimo, kakor pri nas nekdo govori malo bolj ljubljansko, nekdo pa primorsko ali pa Prlekije gor. Ne, niti Bosanc pa Slovenci. Aha, to je toliko drugače. Ja, toliko drugače. No, sej to je meni zelo zanimivo. Kako pa recimo otroci, ki se rodijo v nekem takem plemenu? Je prvi jezik je ta plemenski, potem pa naprej recimo na francoščino se gre angleščino, pač vseeno. Kako pa recimo doma, vi imate tudi 2 otročka, ki sta rojena sicer v Sloveniji. Kako je pa recimo, ko se z njima pogovarjata? Ona dva znata, pač slovenski jezik je verjetno prvi, ampak znata pa tudi verjetno že malo kaj, tudi francosko, angleško. Seveda, vse 3 znajo, to pomeni moje mami, moje dialekta. Včasih, če sem res jezen, govorim o moje dialekta, ampak drugače, da stvari, ki jaz imam tak delo, ki je malo tukaj, malo tam, to da nimam tak fiks službeno, da moram reči, da
včasih najdem, da je težko, da lahko govorim čisto moje. Ne? Ja, In kaj jaz hočem takrat, hočem samo, da lahko oni razume, kaj jaz govorim. Ne? Tako, Ja. tako. Za moj prvi sin mi govoriva samo angleščina, ta zadnjega mi govorimo samo slovenščina. To da moramo reči, hvala za Tiborja, zaradi njega sem zdaj govorim malo bolj slovensko. Tako ste v bistvu lahko pol toliko napredovali v tem jeziku. Tako. Super, se pravi, vi ste prišli iz Kameruna z ladjo, ampak ste bili namenjeni najprej v drug kraj, ne v Slovenijo. Direkt v Slovenijo. V Slovenijo naj bi bil postanek, pa pol naprej do Senegala, ali ste prav mišljeni bili, da boste ostali v Sloveniji? Nisem vedel, kam grem. Ne? No, saj to, ne? Ja, nisem vedel, ne. Ja. In več o tem, kako so bili potem prvi začetki v Sloveniji, bomo pa zvedeli po rahlem predahu. Se vidimo. Dobrodošli v oddaji Afričani v Sloveniji. Zdaj nadaljujeva pogovor z mojim gostom, Danijelom Cotam. In v bistvu sva govorila pred samim predahom o tem, da ste ravno prišli v Slovenijo, torej 14 let nazaj, ne, z ladjo v Slovenijo. Torej niste točno vedeli, kam greste, kaj boste, kako je to, da ste se potem odločili ostati v Sloveniji? Ja, kaj moram reči, sem bil malo sreče, ker to je bil res eno šok. Mislim, sem rojen recimo v džunglu, pa sem takoj enkrat, ti si na glavno mesto, vse imajo črte, vse tak stvari, je bil kar šok v glavo, ne. In sem bil ful srečen, ne. Tako da, ja, pa sem začel, sem prišel do Ljubljane in ja, sem bil prosilc. Prostovoljc? Ne, sem bil prosil v azilni domu takrat. In pol pa, ko sem rekel prej, moj ata je bil poglavar in je bil instrumentalist. In sem že začel igrati instrument, ne. In pol pa sem začel iskati celo kulturni center v Sloveniji, kjer lahko začnem igram. Pol pa sem srečal eno družbo afriške kulture. Pa sem začel tam, sem igral nekaj nastope v Sloveniji. In pol pa, ja, tako sem srečal moja žena. Pa smo poročili, zdaj 10 let smo že poročeni. In imava 2 otroka. In sem sestavil dale družbo Zavod Afriška vas. In mi pomaga vse Afričane, ki so v Sloveniji. In pa smo sestavili tale afriški festival tukaj v Sloveniji in do takrat zdaj delamo, ne. Je v bistvu zelo veliko dela, ja. No, se je zelo zanimivo. Se pravi, prišli ste v Slovenijo, nekje po pol leta ste že spoznali vašo zdajšnjo soprogo Mojco, ne? V bistvu dosti kmalu je bila ta sreča, v bistvu na ključje, ne? In je pol verjetno tudi življenje bilo malček lažje zaradi tega, ne? Kakor ste pa rekli, mogoče se lahko tudi dotaknemo ta del, se pravi prvi šok, kulturni šok. Tako. V bistvu, ne? Ker ste tudi rekli, da so imeli vse ceste črte. Tako. Se pravi, Afrika je res v tem primeru popolnoma drugačna. Tako. Kako pa izgledajo recimo hiše tam? Kako ali pa vas? Ker tudi ste rekli, da recimo tam ni, da bi po telefonu mogli poklicati, pa da bi prišli k sosedu na kavo, ampak v bistvu ste dobrodošli, pridete. Zdaj hvala za Kadafijo. Zdaj lahko o moji vas lahko govorim po telefonu. Takrat, ko smo rojeni, težko je bilo, da lahko dobiš klic od nas, ne. In pol pa ne vem, kaj je Kadafi naredil za satelite in pol pa smo zdaj lažje komunicirali vse posod v Afriki. Težko najde eno vas, ki ni signala, ne. In ja, koliko hiša gleda tam, mi imamo, kako moram reči, mi imamo tale zemlje, ki mi vzamemo zemlje, naredimo eno mulo, kot bloko, ne, kot blok, ampak iz zemlje. In tem gradi naše hiša. In to pomeni, če je vroče ali ni, enaki temperatura imamo notri, ne. In tako
mi nimamo radiator kot tukaj, Tako, pa ni naredimo klime. vse z drevo, naredimo eno gori in pa kuhamo v tem in takole, ne. Tako da to je kot kemping tukaj, ne. Ja. Ja. Ja, v bistvu imate prav, ja. Ja, Taka varianta, kjer je pri vam normalno, Ja, je pri nam v bistvu nek kemping. Tako, Šotori nekam, ne. tako. Samo da imate In to ni mi všeč, Ja. ker vedno, če žena je rekla, da a gremo kampirati, sem rekel, kaj je s tabo? Ja. Sem rojen iz tale Ja. okolje in zdaj ti In hočeš, zdaj da še lahko grem enkrat- tam. In pa plačam spet. Tako. Ne morem tega Tako, narediti. v bistvu je res, Sorry, res zanimivo, da mi za to damo denar, Ja, a ne, da lahko gremo na... Sej to je v bistvu tudi zelo dober pogled, ne, ker tudi vi se verjetno takrat niste toliko ukvarjali s telefoni, kakor ste rekli, tudi tukaj so luči povsod, tako, ni te tako, naravne tako, svetlobe. tako. V bistvu mi plačujemo za to, da imamo ta odmik in ta mir, kjer ste vi v bistvu bili tudi rojeni že v tem, v tak mir, ne. Sam so bile pa verjetno druge problematike. Ja. A ne, ker je verjetno tudi, kar se tiče verjetno hrane in takih in zaslužka denarja, takih stvari, je verjetno življenje drugačno, kakor je tukaj. Ja, ful drugačen. Ja. In kaj moram reči, pri nas težko najti družine, ki nimajo hrane, ne. Ja. Če nimajo hrane, to pomeni, ker prej sem videl reklama nekaj časa, ko sem prišel v Slovenijo, ki tega me mudi v glavo, da skozi ljudi so lačni v Afriki, ne. Ja. In to ni res, so lačni, ja, res je, so lačni zaradi tega, ki imajo vojna. In če je vojna, ne moreš ustati za eno prostore za 3 mesece, da lahko nekaj raste, ne. To pomeni, vsak teden ti greš v tem mestu in zaradi tega ljudi so bili lačni, ne. Drugače, mi imamo dež, ki pade in lahko vse raste v Afriki, ne. Ja, v bistvu je primanjkovanje zaradi vojn, ne zaradi tega, ker ne bi bila zemlja dovolj hranljiva. Tako. V bistvu je dovolj hranljiva, da tisto, kar potrebuje človek, da preživi, dobi iz same mati zemlje. Ja, tako. Ja, zanimivo. Ja. No, dobro, zdaj smo v Sloveniji, zdaj nadaljujeva, se pravi pot, ker če ne, nama bo zmanjkalo časa. Se pravi, ste spoznali vašo soprogo Mojco. In kako je bilo potem v bistvu spoznati družine v Sloveniji, kako so vas sprejeli, kako je potem bilo življenje zdaj s to kulturo naprej? Ko sem prišel v Slovenijo, sem bil zelo aktivno. Ja. To pomeni, sem bil prostovoljci, za eno društvo tukaj, ni enkrat, ni dvakrat. Tako da za tem korak sem bolj poznal, kako ljudi, kako sistem funkcionira tukaj. In sem bil srečen, da lahko jaz hitro razumem, kako je bilo ljudi, ne. In po, ko sem poznal mojo ženo, je bil čisto malo lažje, ne. Ko ona včasih mi povedala, da tega ne gre tu, to ne gre tu, in pa jaz tudi vidim vsak dan. In tako sem navajen, da ste pol. Kako pa se je bilo navaditi na slovensko hrano? Zdaj, hrana se razlikuje verjetno, ne? Ja. Prvi, tak je bil šok pri mene, je kako žena je dala mleko v krompir. Tako, pire krompir. Pire krompir, ne. Pri nas je bil, to ne gre skupaj, ne. In pol pa, ko sem poskusil, je bil čist, je bil v redu. Je bil dober, ne? Ja. Pa malo masla noter, so popr, pa smo preprosto. Tako. Kjer je pa recimo najljubša sladica slovenska? Štrudel. Štrudel, ne? Jabolčni. Jabolčni kakšne babice. Ja. Nada, ja, zdaj je šla v dom v upokojenci, in tako da zdaj bom pogrešam jo ful. Ja, verjamem. Ja, tako da. Ja, tudi še štrudel. Tako. Ni samo štrudel, ona je bila, to pomeni, če jem pri Nada, je kot v hotelu. Ko ona je znala kuhati. Ja. Vse to pa se mi zdi, da tudi kar so naše babice, no, kar se tega tiče, ampak tudi, ne vem, če sva že to omenila, kar se tiče kuhinje, v Afriki pa tu v Sloveniji, recimo v Afriki ste vajeni v velikih loncih, oziroma da se naredi za 2 dni, ne, hrana. Tukaj pač... Ja, tukaj, če kuhajo, treba vse jedo za enkrat, ne. Pri nas ni bil tako, pri nas razmišljamo, kaj bomo kuhali, nimamo majhne družine, to pomeni, če želijo kuhati, mora biti polno posodo, ne, da lahko mi jemo to za 3 dni, ne. In da lahko ješ isti hrana za 3 dni,
ta kuharica ali on, ki je kuha hrana, moraš kuhati tega za ljubezen, da lahko če še dvakrat ješ, imaš še želje, da lahko ješ. Tako, točno to. A je veliko, a je zelo veliko različne hrane, ki ste jo recimo kuhali, ali so bolj podobne jedi si med sabo? Ne, pri nas lahko živimo v Kamerunu, to pomeni moje vas, lahko živimo v moje vas en mesec, jemo vsak dan, ampak različna hrana, ki nimajo nič za drugi, ki smo jedli. Vse samo pri nas v Kamerunu imamo recimo 6 različne krompir, 6 ali 8 različne, ki rastejo. In tako da imamo ogromno hrano. In tako znajo kombinirati. Pa je tudi je bolj vegetarijansko ali je tudi veliko mesa, recimo, ali je bolj vegansko? Kakšna je tam? Težko najde enega v Afriki, ki boš povedal, da jaz sem vegetarijanca ali težko najde. Pri nas v Afriki mi jemo vse. Tako da za meso ni vsak dan mi jemo meso, ampak riba je non-stop. A riba je pa non-stop. To pomeni, ne vem, vsak drug dan, vsak dan. Vsak dan je riba. Recimo vsak drugi dan je ribe. Zanimivo. Ampak meso lahko 2krat ali 3krat na mesec. Tako. Bom mogoče povedala za kakšen receptek ali pa kakšno idejo za kakšno afriško jed, takoj, ko se vrnemo z naših oglasov oziroma po kratkem premoru. Dobrodošli nazaj. Pogovarjala sva se nazadnje o hrani, pa mogoče lahko omeniva kakšen, pa niti ne receptek, ker to lahko ljudje sprobajo na festivalu in mogoče dobijo tudi tam kakšen recept od kakšne gospe, ki rada kuha, ampak me tako zanima, kaj je recimo bila ena tipična jed v vaši družini, glede na to, da vas je 8, pa da ste imeli za naslednje 3 dni. Kaj je ena taka tipičen obrok? Tipična je bilo Mama Afrika. Mama Afrika od zahoda Afrika do severo Afrika, poznajo Mama Afrika. To je taka arašidova omaka. To je hitro kuhati. In tako da, to je Mama Afrika, vsi poznajo to. Mama Afrika, meni je to zelo prisrčno ime, je se pravi jed, ki je sestavljena iz arašidove omake. Kaj pa zraven pride, recimo? Zraven lahko dajete meso, lahko dajete ribe, to pomeni vse gre notri. Vse od mesa gre notri. In pa ni komplicira za kuhati, ampak okus je čisto drugačen. Ful dobro. Lahko od tem, lahko ješ riž, lahko ješ planteno, to gre vse posod. In ljudi z vse Afrike, ljudi poznajo tale. Če reči Mama Afrika, poznajo to. Bojo poznali. A se bo dal to tudi poskusiti na festivalu? Vedno imamo Mama Afrika, Vedno bo Mama Afrika. No, se mogoče lahko zdaj narediva tudi en uvod v samo društvo. Zakaj ste se v bistvu takrat z Mojco odločili oziroma zakaj ste se odločili, da boste ustvarili to društvo? Prvi sem upri afriška trgovina in morate tudi veste, da afriška trgovina je bil prvi fizično prostore v Sloveniji, ki je Afričani oprina. To je bil afriška trgovina, je bil prvič prostore, da lahko skoči noter fizično. In ko čas je šlo, trgovina je prišel kot nekaj ambasadov za vse Afričane v Sloveniji. To pomeni, to je bil edini prostor, da Afričani, če imajo kakšne težave v Sloveniji, se obrni. To je bil, takrat mi delamo ob 9 do 7 večer. Tako da mi smo bili oprti cel dan in vse Afričani, ki pridejo v Slovenijo, pride tja za kakšno pomoč. In takrat jaz dajem moje prejšnje izkušnje, kako je bilo lažje, da lahko jaz integriram Slovenijo in to, da povedam njemu, da je bilo lažje, da lahko on živi v Sloveniji. In pol, ko je čas je šlo, je bil ogromno Afričani, ki pridejo, iščejo pomoč. Ni samo Afričani, tudi Kubanci, pa Venezuele, da so prišli. In sem takrat mislil, da
zakaj ne naredim to kot zavod, ne? Ja. Pa je mi pride ta ideja, da lahko uprinemo zavod in delamo to normalno, ne? In zato smo imeli idejo, da lahko mi delamo, uprinemo ta zavod, ne? V bistvu začeli se je s trgovino, Ja. potem ste imeli že pisarno Ja, noter ja, in zdaj se ja. je to že razširilo na ta način, da že 8. leto pripravljate festival. Tako. V bistvu z ene male ideje. Ta fizična trgovina se kje nahaja? Na Celovški cesta, Na Celovški. 69C. Cesti Ja. 69. In pol pa smo dobili idejo za festival, ker tak stvari, ki mi prodajamo, nismo imeli veliko kupci, ne? In mi se takrat ni bil veliko Afričani v Sloveniji in pol pa sem prišel za tem ideja, da lahko mi tudi promoviramo, kaj mi prodajamo za Slovenci, ne? Ja. In edini možnosti, da lahko mi promoviramo to, je bil, da lahko mi naredimo kakšen piknik. To je začne v piknik. In pol pa sem videl, da ni samo naše skupnosti, je bilo, je tudi drugi, ki želijo tudi pridejo. In takrat je rojen ideja festival, ne? Zato smo šli za festival, ne? Ja, super. Pa mogoče bi tule pri tej priložnosti vprašala, kaj so bili pa prvi produkti, ki ste jih prodajali v trgovini? Prvi produkt je bil banane, planten, banane. Planten je eno ime, če živiš v zahodu Afrike ali v severu Afrike, ti poznaš planteno, ne? In to je bil prvi stvar, ki sem prinesel in pa smo začeli o plantenu. Je bil želje za druge stvari in pa smo nesli. Trgovina ni tako velika, je ful malo, ampak zelo pomembno za naše skupnosti, ne? In pa je bil začimbe in tako naprej, ne? Tako, kakšne pa so recimo začimbe, kako se razlikujejo od naših začimb? So verjetno kakšne drugačne? Najprej Afričani imajo radi pekoče. Ja. Takrat je bilo malo težko dobiš pekoče stvari v Sloveniji, ne? In pekoče pa grenko stvari, ker vem, da sladka imate tukaj. Sladka brez problema. Ja, brez problema. To pomeni pekoče stvari pa grenka stvari, težko najdete to tukaj v Sloveniji. To je bil tale dva produkt, ki smo začeli. Ja, sigurno. Kakšne recimo, kaj je grenka kot začimba? Ne, ni kot začimbe, to je... Ja, ne, to je kot, mi kličemo to bitter leaf, to je kislo listek, ki je kot spinača, ampak Afričani variante spinača, ki je ful grenko, ne. Še vedno imate to v vaši trgovini? Ja, vedno imamo. In v bistvu izvajate pa tudi delavnice afriške hrane oziroma priprave afriške hrane. Tako. Da lahko ljudje pridejo, mogoče kdaj doma naredijo kakšno presenečenje za svojo družino in skuhajo kaj dobrega afriškega, ne? Tako. Smo že imeli, to je že dvakrat, ki smo imeli. In vsakič, ki smo dali oddaja o zunaj, je bil tako polno in fajn smo imeli. In nisem vedel, da ljudi imajo želje, da poznajo afriški hrane, ne. Toda takrat smo že vedeli in res odlično je šel ta dva delavnici, ne. Te dve delavnici, pa že kaj veste, kdaj bi recimo naslednjo pripravili? A je to v letošnjem letu, bi bila še kakšna? Verjetno bomo začeli to v septembra naprej. Ker zdaj je že poleti, vsi grejo malo, potujejo ljudi. Ampak če prostor je bil naše, bi bilo super, da lahko mi tu gledamo tudi turisti, ne. Ampak prostor ni naše, to pomeni vsakeč, ko mi stopijo v prostore, moramo plačati, tako da smo rekli boljše, fokusiramo samo v Slovenci zaenkrat. Mogoče zaradi tega tudi dobro, da poudarva to, da v bistvu zaenkrat, če nimate nobenega svojega lastnega prostora, da mogoče damo kakšno dobro besedo na to temo, da lahko mogoče se kdo javi, pa lahko ponudi prostor ali pa ne vem. Tako. Sem imel sestanek za direktorica, nimam še sestanek zaradi manjkanja časa, ki jaz imam zdajle, ampak sem govoril zadnji za direktora Kulturni center Roga, da bi bilo možno, da lahko mi naredimo to tam, ne. Tako da pol festival bom še enkrat aktivira tale mailo, da vidim, če je možnost, da lahko se sodelujemo skupaj, ne. Da se malo tudi te stvari premaknejo naprej, zaradi tega, ker koliko je v bistvu zdaj Afričanov v Sloveniji? Mislimo več kot 2000. Več kot 2000, ne? In v bistvu se itak
mislim, se seveda širi malo to, ker tudi so videli ljudje, da je mogoče pa vseeno lažje tukaj zaživeti, lažje tudi potem pomagati svoji družini. Se slišite verjetno z družino dol v Kamerunu? Seveda, sem bil malo sreče, koliko zdaj, 3 tedne nazaj sem bil dol v Afriki, jaz pa sine, torej vse družine smo bili dol, smo bili za 11 dni in je bil kak super. Ja, so zdaj prvič spoznali tudi otroci vašo družino ali so jo že kdaj prej? Ja, zdaj 2-krat, zdaj drugič, ko smo šli. Kako pa je njim dol? Kako se počutijo? Kaj moram reči, ful lepo, oglično, ja. Zadnji dan ta mali je Joka rekel, a lahko še 2-3 dni. Sem rekel, moramo iti, ker imamo delati tam, drugače se mislim, da je bil v redu. Vse to. Se mi zdi, da je to tudi zaradi tega, ker, kakor smo omenila na začetku, ker ste tako odprti. Ja, tako. Radi se povezujete med sabo, ste srčni. Tako. Zdaj pa je to zanimivo. No, sej po kratkem predahu oziroma celo v naslednji vdaji, ne samo po kratkem predahu, bomo pa zvedeli več o ljudeh, ki so del tega festivala. Od kuharjev do glasbenikov, do ljudi, ki skupaj pripravljajo z vami 8. festival Afriška vas fest. Pa bomo več o tem govorili v naslednji vdaji. Super. Tako da hvala za enkrat, mi se vidimo kmalu spet in nas boste lahko gledali